Tudi najmočnejše volje se kdaj malo okrušijo in pojemo kaj, česar ni bilo v planu, ali pa pojemo česa preveč. A se to da popraviti, ali je tako, zdaj pa konc, zdaj pa nehamo in lahko samo še celo življenje potem grizljamo čips in pijemo olje? Absolutno se da popraviti in to najlažje naredimo tako, da naslednji dan ne jemo tega, kar smo prejšnji dan jedli preveč. Torej naslednji dan jemo manj ogljikovih hidratov in pa manj maščob. Se pravi, veliko zelenjave, veliko vlaknin. Pa malce beljakovin. Super, potem pa kar prosim, če nam v trgovini pokažeš, kako saniramo napačen dan. Če smo prejšnji dan pojedli preveč oziroma tisto hrano, ki si jo res nismo želeli, pa se je nekako nismo želeli ali pa nismo mogli izogniti, potem je dobro, če imamo danes sanacijo. Naj vam pokažem, kako izgleda učinkovita sanacija. Za zajtrk je fino, če pojemo jajčka z zelenjavo, vendar brez kruha in pa brez preveč maščobe. Malce olja damo na ponvico, ko pražimo in pečemo, ampak to je to. Za malico pojemo jagodičevje, lahko v kombinaciji z jogurtom, ali pa samo jagodičevje, ali pa samo jogurt, ampak ta kombinacija je ponavadi bolj okusna. In ker ta dan ne uživamo zelo veliko maščob in ogljikovih hidratov, je pač dobro, da si naredimo vsak obrok slasten. Ker smo prejšnji dan verjetno pojedli preveč maščob in preveč ogljikovih hidratov, se danes koncentriramo na to, da porabimo zalogo od prejšnjega dneva. Torej, danes za kosilo je zelo dobro, če pojemo kakšno solato z virom beljakovin, lahko z lososom, lahko s piščancem, s kozicami, kar nam je pač ljubo. Večerja je pri sanaciji najbolj pomembna, kajti to, kar jemo zvečer, bistveno vpliva na to, kaj se bo drugi dan pokazalo na tehtnici. Zato priporočam kakšno dobro juhico, recimo iz gomoljne zelene, iz brokolija in lahko gor posujemo malce oreščkov, tako da malo hrusta pod zobmi, da ni tako dolgočasno.